Gradbena zakonodaja je v Sloveniji doživela že več prenov. Zadnji trije novi zakoni z področja urejanja prostora in gradenj so stopili v veljavo junija 2018. Urša, kaj so prinesli in koliko črnih gradenj je bilo od takrat legaliziranih? Tako je, dobro leto in pol že veljajo zakon o urejanju prostora, gradbeni zakon in zakon o arhitekturni in inženirski dejavnosti. Največ javne pozornosti je bil deležen gradbeni zakon, ki na vse, ki gradijo, najbolj vpliva. Na področju gradenj je prinesel številne novosti in poenostavljene postopke. Uvedel je možnost pridobitve gradbenega dovoljenja s predložitvijo manj obsežne dokumentacije kot predtem. V postopku izdaje gradbenega dovoljenja sodelujejo tudi strokovnjaki s področja gradbeništva in arhitekture. Po novem ni več treba pridobiti gradbenega dovoljenja za odstranitev objektov in za začasne objekte. Uporabno dovoljenje je pri vseh objektih, razen pri zahtevnih in takih, ki vplivajo na okolje, mogoče nadomestiti z izjavami projektanta, vodje gradnje in izvajalca. Zakon naj bi zagotovil učinkovitejši nadzor, med drugim z uvedbo obveznosti prijave začetka gradnje. Gradbeni zakon je prinesel tudi možnost legalizacije neproblematičnih nedovoljenih gradenj za neskladne objekte, pri katerih so odstopanja od gradbenega dovoljenja glede na določbe zakona dopustne, je mogoče vložiti zahtevo za izdajo uporabnega dovoljenja. Za objekte zgrajene pred 1. januarjem 1998 pa je mogoče na zahtevo investitorja ali lastnika izdati dovoljenje za objekt daljšega obstoja. Po podatkih upravnih enot je bilo od uveljavitve nove prostorsko-gradbene zakonodaje v Sloveniji legaliziranih 4171 objektov.